Nasveti za ustrezen vnos tekočin. Pitje med aktivnostjo ima dve funkciji. Prva je nadomeščanje telesne tekočine, ki smo jo izgubili z znojenjem in dihanjem, druga je zagotavljanje goriva za telo. Zavedati se je treba, da večja količina sladkorjev v napitku poveča njegovo kaloričnost, vendar pa upočasni praznjenje želodca. Tako je posledica zmanjšana preskrba telesa z vodo. Hitrost praznjenja želodca je odvisna od volumna vnesene tekočine, temperature, njene sestave in dodatkov. Hladne pijače in pijače z mehurčki tako upočasnjujejo praznjenje želodca. Pri volumnu je pomembno, da ves čas vnašamo manjše količine tekočine in enkratno velikih tekočin. S tem bomo dosegli večji volumen tekočin v želodcu in posledično hitrejše praznjenje želodca. V primeru dlje trajajoče aktivnosti je priporočljiv vnos od 30 do 60 gramov vode na uro. V ta namen je treba popiti od pol do 1 litra napitka, 6 do 8% vode na uro, kar nam bo zagotovilo od 30 do 80 gramov vode na uro in primerno rehidracijo. Priporočljivi napitki za med in pred naporom so izotonični ali hipotonični, ki jih označuje hitra resorpcija iz prebavil in s tem omogočajo hitro rehidracijo. Po aktivnosti se priporočajo predvsem hipotonični napitki, ki imajo višjo vsebnost mineralnih soli in sladkorjev. Z njimi dosežemo predvsem energetsko regeneracijo. So pa v številnih športnih, rehidracijskih 37 napitkih prisotni tudi vitamini, ki pa glede na raziskave nimajo nobenega učinka na boljše prenašanje napora. Pred, med in po aktivnosti. Pred aktivnostjo za ustrezno hidracijo 2 uri pred dlje trajajočo aktivnostjo je treba popiti 500 ml tekočine. Enako količino popijemo nato še okoli 15 minut pred aktivnostjo. Tako bomo z aktivnostjo pričeli ustrezno hidrirani. Med aktivnostjo. Temperatura napitka med aktivnostjo naj ima ustrezno temperaturo med 10 in 21 stopinjami Celzija. Vsakih 15 do 20 minut je nato treba popiti okoli 150 do 250 ml tekočine, vendar ne več, kot se je izgubi. Po aktivnosti. Potreben je takojšen vnos 1 litra tekočine za vsak izgubljeni kilogram. V naslednjih urah pa je treba to količino povečati za 1,5 litra za vsak izgubljeni kilogram med aktivnostjo. Pri vadbi v vročem in vlažnem okolju je poleg tveganja za dehidracijo prisotna tudi možnost za toplotni šok. Tudi v hladnih razmerah lahko pride do dehidracije. Višina nad 2500 metri povzroči večje izgube tekočine skozi urin in dihala, zmanjšan je tudi apetit. Predvsem ženskam je odveč slačenje velikega števila oblačil in zato omejujejo vnos pijače.